Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Športna zveza Celje je tudi letos pod pokroviteljstvom Mestne občine Celje med zimskimi počitnicami pripravila brezplačne športne počitniške aktivnosti za šolarje, dijake in študente. Letos jih je obiskalo skoraj 2200 mladih. V športni zvezi bodo počitniške aktivnosti pripravljali tudi v prihodnjih počitnicah, pripravljajo pa se še na mesec športa. Številne športne dejavnosti, med katerimi lahko izbirajo, privabijo mnoge šolarje, ki želijo del počitnic preživeti aktivno. 5 dni počitnic za otroke, 2160 otrok, je kar lepa številka, čeprav je izpada bilo neki, sigurno zaradi tega koronavirusa, ki so tudi mediji povzročili ogromno neke, tako rečemo, škode, ker otroci se zadržujejo bolj kot ne doma, namesto da bi hodili naokrog in se športali z svojimi vrstniki. Čeprav imajo vsi ponujeni športi dober obisk, pa nekateri vendarle privabijo več športnih navdušencev. Največ zanimanja tako vedno je na drsanju, potem je letos ogromno bilo otrok na plezanju, ker imamo nova plezalna stena, plezalni center na prvi osnovni šoli in tisto je absolutno neka pozitivna pridobitev za Celje, ker tudi mladi se odločajo, zdaj vidim, če daj več za plezanje. Mogoče tudi to zaradi olimpijskega športa, vse eno z drugim v roki in učinek je tu. Tako da kegljanje tudi ogromno, največ izpada je bilo na plavanju. Tako organizirane brezplačne športne počitnice so unikum v slovenskem prostoru. Mi vse počitnice pripravljamo te programe, dodajamo nekatere nove vsebine, poleti pa seveda so vsi otroci in starši vabljeni na bazen, tam organiziramo ponedeljek, sredo, odbojko na mivki za vse. To se pravi, imajo 2 igrišča na razpolago, tudi vaditelji so tam, tako da lahko se tudi naučijo igre in turnir je odbojke na mivki za vse, tako da se lahko prijavi kdorkoli. 3 v ekipi so moški, 3 ženske in lahko špilajo. Se pa v Športni zvezi Celje zdaj že aktivno pripravljajo na mesec športa, ki v Celju tradicionalno poteka v mesecu maju. Predtem imamo še dan zdravja, tam bomo tudi sodelovali v sklopu promocijo v centru mesta. Mesec športa je že, urniki so pripravljeni, zdaj samo še zadnja usklajevanja in gre potem vse skupaj v tisk, pa bodo tudi meščani obveščeni o teh aktivnosti in tudi bodo malo prej dobili informacije o dogajanjih, kaj jim nudimo v mesecu športa, tako da lahko se pravočasno prijavijo. Aktivnosti v času meseca športa bodo prav tako brezplačne. Zaključek meseca športa bo na Špici 31.5. Takrat je tudi ta akcija Tečem da pomagam, predstavili se bojo invalidi, raznorazna društva z paraplegiki, potem cerebralno paralizo, potem imamo še en projekt, ki ga peljemo, ki smo partnerji za šport za zdravje, kjer bodo tudi mednarodno prišli pogledati naš zaključek meseca športa. Junija pa bo Športna zveza Celje podelila še priznanja najmlajšim športnikom starim do 15 let. Celjski policisti in kriminalisti so na Ljubljanski cesti v Celju identificirali 36-letnega državljana Gruzije, ki je imel v vozilu klešče in izvijač. Zanj so odredili pridržanje ter kasneje ugotovili, da je neposredno pred prijetjem izvršil vlom v stanovanje v Celju in odtujil 1500 evrov in zlatnino. Gruzijec je bil skupaj s 33 in 34-letnima rojakoma, ki so jo policisti prijeli isti dan, prijavljen v Mozirju. 33-letnik naj bi že lani v mesecu avgustu na podoben način vlomil v 2 stanovanji na območju Velenja ter odtujil denar in zlatnino. V preteklosti pa je izvrševal vlome v organiziranih skupinah, ki so delovale v različnih državah po Evropi. Strani Italije pa mu je že bil izrečen ukrep prepovedi v šengensko območje. Vse 3 osumljence so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper 33-letnika odredil pripor, druga 2 osumljenca pa sta bila po zaslišanju izpuščena na prostost.
Po letu 2014 bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško spet igrali v osmini finala Lige prvakov. Sinoči so rokometaši Paris Saint-Germaina v tekmi zadnjega kroga skupinskega dela najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja premagali Zagreb in na ta način Celjanom odprli pot do osmine finala. Pivovari so v skupini B osvojili končno 6. mesto. Celjani so novico o zmagi Francozov proti Zagrebu izvedeli med polčasom prvenstvenega obračuna v Ormožu. Jaz kot trener sem tudi sam vedel, da je Paris tako močna ekipa in da si takšnega spodrsljaja proti Zagrebu ne bi dovolila. In tako da smo tukaj nekako jaz pričakoval, da bo Zagreb izgubil. Vendar mi smo imeli problem, ker istočasno je potekala naša tekma v Ormožu. Fatje so verjetni z mislimi bili tudi že na tej tekmi, nekako poskušali smo s pogovorom psihologa, kako bi bilo najboljše narediti ali jim sporočiti rezultat ali ne. Odločili smo se, da ne bomo med samo tekmo nič govorili o tem, da odklopijo. Tudi dogovorili smo se s Florijani, da slučajno ne bi začeli kaj vzklikati. Ampak glede na to, da na prvi polčas ni šel, tako kot smo si želeli, smo rekli, da je treba nekaj spremeniti in potem pred začetkom drugega polčasa sporočili, da je Paris opravil svoje, mi pa moramo svojo nalogo narediti na včerajšnji tekmi. Na tej tekmi. Pivovari so se v osmino finala uvrstili z moštvom, ki v povprečju šteje le 22 let. Medtem ko jim v nekaterih prejšnjih sezonah preboj skupinskega dela Lige prvakov ni uspel, tudi z bistveno bolj izkušenimi in na papirju bolj zvenečimi zasedbami. Sicer smo res osvojili samo 6 točk, ampak smo zmagali na tistih tekmah proti tem nasprotnikom, ki so bili naši konkurenti. To je letos pripomoglo k temu, da smo se uvrstili naprej. Res pa je, da je vsako leto bo teže zaradi tega, ker se proračuni vseh ostalih klubov dvigujejo, naš pa ostaja isti ali celo vsako leto nekako nižji in naša naloga je poskušati poiskati mlade, perspektivne igralce, ampak te mladi sami veste, da še nimajo izkušenj na tako visokem nivoju tekmovanj in da pač pridejo, delajo napake, kar smo letos na nekaterih tekmah tudi gledalci sami opazili, da imamo preveč teh napak, ampak konec koncev naša naloga je spraviti te igralce na čim višji nivo, na tak nivo, da so zanimivi za vse ostale klube in da v bistvu jim nudimo mi tukaj en tak poligon, en tak neko podlago za neko napredovanje, da napredujejo in da jih potem lahko mi prodamo v močnejši klub in dobimo nekaj denarja, da lahko preživimo še pol naslednjo sezono. Prva tekma med Celjem in Kilcami bo v dvorani Zlatorog predvidoma 21. ali 22. marca. Mogoče tudi povabim vse gledalce, da nas pridajo spodbujati in da mogoče tudi vidijo recimo te naše bivše igralce na delu. Naši fanti so se sigurno želeli, da bi še eno tekmo odigrali pred polno dvorano, ker je definitivno to velik motiv tudi za njih. Veliko bolj zanimivo jim igrati Ligo prvakov, kot pa domače prvenstvo pred praznimi tribunami. In ja, tu res je, da mi nekako še nismo lovili tiste forme, kateri smo bili v jesenskem delu. Trudimo se, treniramo, zdaj mogoče imamo nekaj več časa na pripravo za to tekmo. Ja, pokazati najboljšo predstavo do sedaj. Mogoče pa ta tekma tista, katero bomo mi ta pravi na tej tekmi in pokazali eno res dobro predstavo in nam je najbolj pomembno, da poskušamo nuditi čim večji odpor na tej tekmi, potem pa na drugi bomo pa videli, kaj bo to. V 24. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši velenjskega Rudarja na svojem igrišču z 1:1 remizirali z vodilno Olimpijo. Do točke so prišli tudi Celjani, ki so se v Domžalah z Domžalčani prav tako razšli z izidom 1:1. Celjani na prvenstveni lestvici ostajajo na 4., Velenjčani pa na zadnjem 10. mestu.
Mešani občutki. Odigrali smo dobro tekmo, sploh v prvem polčasu, v drugem smo imeli nekaj priložnosti, kjer bi lahko mogoče bolje odigrali in vzeli ves izkupiček, na koncu se je zadeva zakomplicirala, nismo bili zmožni več agresije, Domžale so imele eno vratnico v bistvu in kasneje postajali vse bolj, bi rekel, pogumni. Mi pa tisto, kar se nam je pripravilo, nismo uspeli skontrirati in na koncu, moramo biti zadovoljni s točko. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in ponoči razširile nad večji del Slovenije. Na zahodu so možne tudi nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1300 metrov, na severozahodu pa tudi nižje. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 1, drugod od 5 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe. Ponekod bo zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno, padavine bodo zjutraj ponehale, popoldne se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, tudi v četrtek bo suho vreme. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in bodite v naši družbi znova jutri. Nasvidenje.